kako imate lepo hišo. Sem študiral, da bi danes tu ostala. Ja, kaj bi pa delala? Prosim, naj povedati. O, princeska. Kako je bilo končno pred publiko predstaviti svoj film po 2 letih, kot sem slišala, da je toliko časa nastajal? No? Ja, mislim, meni iskreno je to nekaj bizarnega, da smo toliko ljudi spravili v kinodvorano za toliko kratek čas in mislim, da je bil film res kratek, ampak sladek in odziv je kar super. No, in to, da smo zapolnili dvorano, je hvaležen sem vsem, zelo. Kdo je bil pa največja legenda na vaši srednji šoli? Ja, jaz v bistvu največja legenda na moji srednji šoli je bila ena punca, po kateri sem dobil tudi idejo za scenarij, film Legenda o Baby. In ona je bila pač taka športnica, izredno lepega videza, zelo taka spletna vplivnica in ona je bila navdih za vse skupaj. No. Se bo dalo film še kje videti? Ja, takoj po novem letu bomo imeli projekcijo še eno, ampak no, bomo videli, kak bo odziv, če ne bo pa še več projekcij. Je pa mišljen film za film festivale tudi, tako da ja, bomo videli. Povej mi, kako se ti bilo danes gledati na velikem platnu? Zelo lepo. Hiter je minil, bilo je zelo lepo, lepo je bilo videti prijatelje. Nekaj lepega smo naredili, tako da grozen se je bilo videti, ker sem umrl v filmu, ampak tega še nisem doživel na kameri, ampak ajde, vse enkrat prvič, no, tako da lepa izkušnja drugače. Zdaj film govori o filmu naslov Legenda o Baby, no, pač o največji legendi na celi srednji šoli. Kjer je bilo v bistvu, če se ti spomniš svoje srednje šole, no, kdo je bil pa največja legenda na tvoji šoli? Ja, bile so, jaz sem malo specifična, jaz sem bil gimnazija Viče, ne. Tam so malo specifične legende, so bili mogoče te, ki so bili v impro ligi bolj legende, ne vem, če je na drugih šolah tudi tako, ni bilo nekih tvojih športnikov pa tega, no. Se je Domen dobro rekel, ne, ajde, jaz v filmu ne umrem, spoiler alert, ampak, veš kaj, ko se prvič gledaš, ne gledaš filma, ne. To je ena taka caka filmov. Sploh pa, ker sem prvič danes videl film, sem bil cel tako nabit z enim pričakovanjem in jaz sem bil tako kar napet, ampak okej, vse po drugi strani vedel sem, koliko sem imel v filmu, to sceno sem že videl, tako da mi ni bilo problem, ampak v bistvu sem po moje prvič, da sem malo bolj cel film gledal, pa ne sebe, ko filma nisem še videl pred tem. Ampak zabavno, smeh, simpatično, jaz sem živel. Prej mi še film govori o Baby, oziroma filmu naslov Legenda o Baby, govori o neki ženski o Baby, ki je največja legenda na šoli. Kdo je pa bil na tvoji šoli največja legenda? Lahko je tudi fant, no? Kdo? Jaz, valjda. Jerez, povej. Je bil moj sošolc, ja. Ne, kdo je bil največja legenda? Pa kaj, že se niti ne spomnim. Rad bi rekel, da sem bil jaz, ampak po mojem nisem bil, definitivno se pa tudi zato nisem dosti potrudil, ampak če gledam iz ženskega vidika, imam eno nauko, ne bom pa povedal imena, ampak po mojem kar sama dobro ve. Kar luštan, no, jaz sem sicer že malo navajena, moram priznati, da ene par let nazaj bi mi bila to nočna mora, zdaj pa tako, no, bila sem ponosna nase na vsako delo, no, ker ga takole naredimo, je fajn se videti, no, kaj na koncu nastane. Verjetno so se imeli tudi fajn med samim snemanjem? To pa itak. Mislim, itak je bila taka super ekipca. Z nekaterimi sem se poznala že prej, nekaterimi smo se tam spoznali, ampak ful smo se naravno povezali pa sodelovali top. Film govori o ženski, ki je legenda, ne, na neki srednji šoli. A kdo je bil pa v vaši srednji šoli, tako da bi rekli legenda? Dobro vprašanje, bilo nas je kar več, ampak po mojem sem bila tudi jaz med njimi. Ampak no, itak to, pol takoj, ko se enkrat konča srednja šola, stopiš v prav en drug svet, pa ta naziv hitro zgine. Se bilo kaj težko posloviti od njega? Ne, mislim, imam zelo rajš kakšen drug naziv, kakšen bolj pomemben, kakšen, kar mi je bolj pri srcu. Kakšen se ti je zdaj film Legenda o Baby? Super, v bistvu mislim, da kar manjka takega žanra v Sloveniji, tako da je dobro, da so to zrihtali, no. Tudi igralska zasedba mi je bila všeč.
Kdo je bil pa kaj največja legenda na tvoji srednji šoli? Na srednji šoli. V bistvu na moji srednji šoli se nismo kaj dosti porazdeljevali. Smo bili kar ena lepa skupina, no, tako da v bistvu kar vsi. Ja, sem na dobri srednji. V bistvu, tako bom rekla, ful se mi je, na nek način se mi je dotaknil, ker sem tudi spoznala še ekipo, a ne? In moram reči, da bi si želela nadaljevanje tega filma, siguren. Pač je res kratek film, tako da bi si komot pogledala uro pa pol v tem stilu. Ker je res full cinematic, res je huda slika, tudi začeli so ga tako neznačilno, se mi zdi, ne bom zdaj pljuvala po slovenskih filmih, ampak zelo tako nekako na pozitivno, v pozitivnem smislu s humorjem, tako da, kar se tega tiče, me v bistvu navdušil in bi si želela, da nadaljujejo fantje in punce v tej smeri, ker jaz mislim, da je veliko perspektive v njih, no. Kdo je bil pa največja legenda na tvoji srednji šoli? Ojoj, čist po pravici sploh sem ne spomnim, kdo je bil največja legenda. Res prav, ne vem, glih nazaj sem razmišljala, kako je bilo v srednji šoli, pa se mi ne zdi, da bi bilo tako ameriško, veš, tako, saj jaz nisem tega tako dojemala. Je bilo res, jaz sem hodila na gimnazijo Jesenice, ne, nisem tako, no, pristno, skoraj vaško, tako srednjošolsko življenje. Je bilo pa čisto luštno, se mi pa zdi, da ni bilo. Saj jaz nisem opazila nekih takih legendarnih ljudi, ne. Jaz mislim, da vsak zase je bil legenda. Čeprav so bile sanje majhne, kot naprimer okusati njenče gumi, ujeti v njenih tangic, ali pa celo, da bi nekega dne poznala naše imena. Nohti lepi, glava lepa, lasi lepi, oke krasne, jaz sem kraljica prestiža in